No, ne samo s telovadbo, za zdravo telo in pa duha lahko poskrbimo tudi z nepitjem oziroma s čim manj pitja alkohola. Posledice alkoholizma namreč niso omejene samo na človeka, ki pije, temveč se globoko zarežejo v duševno tkivo celotne družine, še posebej otrok, ki odraščajo v nepredvidljivem okolju, prežetem z zanikanjem, laganjem in pa čustveno negotovostjo. V kakšne odrasle zrastajo otroci alkoholikov, se bomo pogovarjali z našima gostjama. Z menoj sta Sanja Rozman, zdravnica in psihoterapevtka, in pa Sonja Gerič Bevec, predsednica društva NAKOA Slovenija. Dobrodošli, dami. Dobar dan. Dobar dan. Zdaj, osnova za naš pogovor je knjiga Odrasli otroci alkoholikov. Nekako avtorica pravi, da otroci alkoholikov pogosto v odraslosti nosijo neko nevidno breme otroštva. Kako pa se pravzaprav to pri njih kaže v vsakdanjem življenju? No, jaz se s tem ukvarjam 30 let. To je pravzaprav podlaga za nekemične zasvojenosti. Ti otroci, ko odrastajo, pravzaprav telesno seveda so odrasli, ampak v določenih svojih funkcijah, ki se jih ljudje pravzaprav naučijo, ko odraščajo v neki družini, ostanejo pravzaprav nedokončani, neodrasli. Zato imajo težave v osebnih odnosih, imajo težave z regulacijo čustev, imajo težave s samopodobo in to so seveda take globoke težave, da se pravzaprav kaže vsem, kar se začneš. Druga stvar, ki je pa tudi pomembna, je pa to, da so se naučili nekega načina vedenja v teh družinah. To je, da se o težavah ne govori, da se raje malo zlažeš, malo pretvarjaš, odmisliš pa, kaj še zraven popiješ in to vodi seveda ne samo alkoholizem, ampak tudi v druge zasvojenosti. Človek bi rekel, da nekdo, ki je odraščal v družini, kjer je bil alkohol problem, bo rekel samo daleč stran od tega. Da ne bom nikoli več, ko odrastem, grem stran in ne bom nikoli več temu izpostavljen. In zanimivo je, da se pravzaprav odrasli otroci alkoholikov, ko si izberejo življenjskega partnerja, izberejo ravno takega, ki mogoče še ni alkoholik, pa bo postal zelo kratko. Tako da to so neke nezavedne sile, ki jih pravzaprav ne moramo ravno na zunaj videti in z logiko, z razumom nadzirati, ampak nas pripeljejo točno tja, da razvijamo spet tisto, kar še nimamo razvito. Kar še nimamo. Zdaj, dr. Rozmanova je že omenila določene vedenjske navade, ki se nekako pokažejo. Ena, ki je meni tudi padla v oči tekom knjige, je, da nekako te odrasli otroci ne znajo sprejemati pohval, ker vedno potem pričakujejo, kaj bo sledilo tej pohvali, tisti ampak na koncu. Kaj vi opažate pri svojem delu? Ja, zagotovo je zelo veliko dolgoročnih posledic, ki se odražajo na vseh področjih življenja. Jaz zelo rada delim eno tako analogijo, ki jo je zapisala ena ameriška pediatrinja. Pravi tako, ko si v gozdu in recimo srečaš medveda, kaj se zgodi? Zgodi se veliko enih biokemičnih procesov. Adrenalin, kortizol, srce nam hitreje bije, plitko dihamo. In zdaj si predstavljajmo, da tega medveda srečamo vsak dan. Da vemo, da ga bomo srečali, ne vemo kdaj, ne vemo kako. Tako da mi absolutno vidimo v našem delu, da so zelo globoko zakoreninjene posledice, ki se dejansko dotikajo vseh vidikov življenja. Zdaj, kakšna pa je verjetnost, nekaj ste se sicer že dotaknili, pa vendar, da potem ti otroci alkoholikov prevzamejo te navade, da sami postanejo alkoholiki? Ne samo, da prevzamejo, v bistvu se ti otroci morajo prilagoditi. Zato, ker otrok, ki živi v taki družini, je gotovo vsak dan sreča medveda oziroma sreča pijanega očeta ali kakšno podobno strašno stvar in se mora temu prilagoditi. Ne more oditi, ne more nič spremeniti, prilagoditev je nujna. In to postanejo hiperprilagojeni na določene okoliščine, tako da se jim te okoliščine zdijo domače. Recimo, če bi srečali, recimo, da gre za dekle, ki je odraščala v družini alkoholikov in si je rekla alkoholika pa nikoli. Potem pa srečuje fante, izbira in
En je tak prijazen fejst, ima že službo, ima bajto zida. Drug je pa tako malo bolj, ne. Luftar. Ja, luftar in ona si misli, ja, ampak ko bo spoznal, kako velika je moja ljubezen, potem bo pa on vedel in nikoli me ne bo zapustil, ker ta strah pred zapuščanjem je pomemben faktor, a ne. To, da jo ne bo zapustil, je bolj pomembno kot to, da ki je preveč dober, mogoče jo pa zapustil lahko. Tako da na koncu koncev vsi pridejo spet tja, na kar so prilagojeni, ker se jim to zdi, da je to tako, kakor pač mora biti. In ta hiperprilagoditev, jaz včasih tem rečem pridne punčke pa pridni fantki, preveč pridni, v smislu, da ne morejo biti več pristni, da so pač prilagojeni na srečavanje medveda vsak dan. Se pravi, da za njih običajen dan ne pomeni, da mirno vstaneš in se nekaj greš, ampak da stalno pričakuješ neko nevarnost in si stalno v obrambi, stalno v stresu. Mogoče z drugo besedo so to v psihologiji tudi imenovali nevarna navezanost. Gre za lastnost ljudi, na kak način so se sposobni navezati. In ti ljudje so prepričani, da svet ni varen, da oni sami niso dobri in da se bo sigurno nekaj zgodilo, kar bo porušilo njihov mir. In to se jim tudi zgodi potem. Zato pa konec koncev rabijo pomoč, da iz tega pridejo ven. Kakšno pomoč potrebujejo? Si lahko, ne vem, za začetek pomagajo tudi sami, ali je vendarle to tako globoko zakoreninjeno vzorec, da je enostavno pomoč nujno potrebna? Prav gotovo je prvi korak ozavestiti neko svojo preteklo situacijo, ki je zelo globoko zarezala in nekako še vedno na nek način zagotovo determinira tvoje življenje. Potem je seveda dobro najti kako pomoč. Mi smo zdaj v sodelovanju z založbo Kiara izdali to knjigo v slovenščini, ki jo danes predstavljamo, torej Odrasli otroci alkoholikov, avtorice dr. Vojdic, ki zelo dobro nekako razloži, kaj se je pravzaprav v teh družinah dogajalo. V tej knjigi piše, ta zgodba govori o meni, ta knjiga govori o meni in to je dejansko, se mi zdi, eno tak prvi trenutek odraslih otrok alkoholikov, ko dobijo v branje neko tako knjigo. Se prepoznajo? Se absolutno prepoznajo, še kako se prepoznajo. Pravzaprav se mi zdi, da so presenečeni, kako zelo se prepoznajo. In avtorica torej lepo vodi, najprej razloži, torej ozadje življenja v taki družini, nekih notranjih procesov, mehanizmov preživetja in podobno. Potem pa tudi po drugi strani da neka konkretna orodja, kako pa zdaj nekako te nedobre vzorce, se pravi vzorce, ki nam ne služijo, preobraziti v nekaj dobrega. Pa še mi zaključimo z konkretnim podatkom, kam se lahko ljudje, ki se prepoznajo, ki vejo, ki so že ozavestili to, da imajo to težavo, kam se lahko obrnejo po pomoč? Zdaj, vaš program je bolj izobraževalne narave, ni terapevtske. Potem je še skupina za samopomoč Al-Anon, ki v Sloveniji je kar razširjena, da se seveda tudi sodelovati online, kjerkoli na svetu so te skupine, ki so skupine prav za družinske člane alkoholikov. Zdaj, jaz pa vodim zavod Sprememba v srcu, to je pa zasebni zavod, kjer je psihoterapevtska obravnava, ker nekateri rabijo pa tudi, razlika je med psihoterapevtsko vodeno skupino pa med skupino za samopomoč. Konec koncev tudi v individualnih obravnavah pri psihoterapevtih se lahko ljudje spopadajo z raznimi svojimi težavami, ampak to so na primer taki programi, ki celostno zajamejo ta problem. Recimo v mojem programu ne gre samo za to, da bi se sedeli pa se pogovarjali, kaj je s tabo narobe, pa kako to popraviti. Zato, ker so ponavadi te težave niso na razumskem nivoju. Ti ljudje vse vejo, kaj je narobe, pa ne morejo to popraviti. Zato je treba delovati celostno. Mi vključujemo delo na telesu, skupinsko delo, tudi duhovne prakse in te stvari vključujemo v program, tako da ni samo pač, veliko ljudi ve, kaj je treba narediti, pa niso sposobni tega narediti brez tistega, da jim nekdo poda roko.
hvala lepa, ker to počnete, hvala lepa, ker ozaveščate in odpirate oči. Knjiga je pa fajn. Tako da uspešno delo še naprej in kot rečeno, hvala lepa. Hvala Hvala vam. vam.